smo pravzaprav pogledali, kaj je namen tega Serious Business Transformation, spravi drugega modula dinamičnega modelu vodenja. In tukaj je v bistvu potem na nek način bo lažje, zaradi tega, ker bomo delali za stvarmi, ki so izven nas in bomo jih lahko prijeli ali pa jih vse videli. V prvem modulu smo se v bistvu ukvarjali samo sabo s procesi v nas, pojavi v nas in je to najtežje delo. No in prva faza, o kateri bomo danes govorili, je Serious Business Shaking oziroma analiza obstoječega stanja ali pa v prevodu v bistvu neke vrste naredimo pretres. Skratka, če pogledamo nazaj, je prvi pogoj, da začnemo delati poslovne spremembe, da najprej sebe stabiliziramo. Preden začnemo delati fizične spremembe, govorim v poslovnem okolju. In to je v bistvu pomembno za vse tiste, ki začenjate s poslom ali pa delate, ali pa želite narediti kakšno spremembo. Torej, vedno, ko delate spremembe, delate po istih 7 korakih, ko bomo jih tukaj na vsakem srečanju obravnavali. In to, kar, se pravi, zgodba je popolnoma enaka, ne? Kot smo jo imeli, ko smo delali na sebi, se pravi Serious Personal Transformation. In kaj je pravzaprav najbolj pomembno, je to, da da lahko delamo obe dve fazi sprememb sporedno. Spravi, lahko delamo osebne in poslovne spremembe. Pod pogojem, da naredimo prvi korak na osebnem sami, spravi, da najprej pospravimo pri sebi in potem, ko gremo pri sebi v drugo fazo, lahko gremo v prvo fazo poslovnih sprememb. Spravi, je možno, da grejo stvari sporedno, ne da začakamo ne vem koliko let, da neke stvari spremenimo, ne? Ampak lahko stvari peljemo sporedno. Zato je, in v bistvu smo že takrat govorili o prvi fazi, ne, sprememb, pa še toliko nismo v bistvu tega ozaveščali, to je v osnovi čiščenje. Spravi, mi moramo najprej počistiti tisto, kar imamo po svojem občutku, da kar pravzaprav ne spada v našo delovno okolje. In tudi ne govorimo zdaj o fizičnih stvarih, ampak mi si moramo najprej narisati, kaj mi sploh delamo. Spravi, gre za klasičen proces podjetja. Spravi, vsa podjetja delujejo na isti način. Najprej moramo razviti nek produkt, ki ga tržimo. Tudi, če samo posredujemo nekaj, moramo to razviti na svoj način. Potem, ko to, kar delamo, naš produkt najprej razvijemo. Ko ga razvijemo, ga pa začnemo prodajati. In potem sledijo pač vsi ostali procesi, od nabave, kadrovske, skratka, en kup nekih dodatnih znanj. Ampak mi si najprej moramo narisati obstoječ naš poslovni proces. Na kak način mi danes delamo? Kak stranke? Spravi, kaj sploh delamo? Najprej definiramo. Probamo ta produkt poimenovati. Potem, na kak način ga pa prodajamo? V prodajo štejejo več stvari, od marketinga do različnih poti prodaje. Ne? Spravi, tu se zdaj v poslovno teorijo, spravi, ne bomo vse to, kar se na ekonomskih fakultetah učijo, ali pa poslovnih šli, ampak vse te osnovne poti pravzaprav moramo popisati. Vmes poiskal, če obstaja taki priročnik, kjer je že to napisano, pa vam bom poslal. Spravi, popis vseh nekih poslovnih procesov. Ne? Ampak najbolj pomembno je to, da vi najprej definirate, kaj sploh počnete. Ker, spravi, če ste najprej sebe definirali, pomeni, da ste definirali svoj osebni cilj.
vi veste, kam greste. Zdaj je pa te osebne cilje treba z nečim podpreti. Podpreti govorim z poslom, s kontakti, z denarjem, s čemerkoli. In zdaj bo naš ta osebni cilj podpiral dejansko naš posel. Neko orodje. In to orodje mi moramo definirati. Katero je to orodje, ki nam prinaša denar. Jaz sem to ko sem definiral dinamični model vodenja, sem to naredil na ta način, da sem v bistvu angažiral eno urednico, takrat je delala še pri delu, da je naredila razgovor z vsemi mojimi strankami, ali pa večina mojih strank, prebrala vse tekste, kaj delam, sama šla skozi cel proces in na podlagi tega mi je v bistvu ona napisala, kaj jaz delam. In me sem potem sam na koncu dal. Ampak ona mi je v bistvu opisala vse faze, jaz sem to v bistvu tako zelo nametano. Tako kot imate najbrž sami, ko nekaj delate, pa si malo tu napišete, pa tu, potem je pa treba v bistvu v en koncept to spraviti. No in ona je to kot zunanji opazovalec zelo dobro znala definirati. Zato dajte, ko definirate, kaj pravzaprav delate, naredite nekaj razgovorov z svojimi strankami. Kako vas oni vidijo? Ali pa ne prijateljev vključevati. Vsi vaši prijatelji ali pa znanci so čustveno že vpleteni z vami. In vas vidijo drugače, ne vidijo vas, kot vas ne vidijo vašega dela. Ne? Zato je dobro, da mogoče pač karkoli počnete, enim 3-4 ljudem to naredite brezplačno, samo zaradi tega, da dobite feedback. Kaj vi sploh delate? Kakšni občutki so njihovi? Vse to zmerite. In potem imate njihovo izjavo, kako so oni zraven vas počutili in hkrati dobite nazaj ogledalo, kaj vi počnete. In iz tega se potem definira produkt. To je v bistvu najbolj pomembno. Potem, ko je produkt definiran, potem pa pogledate, kako se ta pot, se pravi od vaše glave, to, kar se v vaši glavi razvilo, ali pa srcu, potem zgodi do vaše stranke. Kaj ste vse naredili? Ali so bile to objave v kakih socialnih omrežjih, ali ste dobili priporočila? Skratka, zelo pomembno je to, kako ste dobili prve stranke. Ali pa prve te, ki so stranke prišle do vas. Zato, ker te prve poti so bile najbolj intuitivne. In pomeni, da so to tiste prave poti. Zdaj, v okolici imamo zelo ogromno marketinških orodij, ali pa prodajnih kanalov, pa prodajnih poti. V resnici pa ni nujno, da so to prave za vas. Za vas so tiste prave, ki ste že enkrat uspeli. Jaz vem, da sem čist štartal s prvimi na ta način, da sem v bistvu začel enostavno pisati o tem, kaj delam, ali pa kaj bi rad delal. In pred 20 leti ljudje začeli odzivati. Se pravi, in sem ostal v tem v pisanju. Seveda sem ga mogel nadgraditi, malo posodobiti, ampak to je tisto, kar mi največ klientov pripelje, moje pisanje. In potem sem pač, ker je to bil hobi, sem hkrati to potem pač razvijal kot tudi marketinško orodje. In zato je v bistvu pomembno, da vse te poti izrišete. Ne? Kaj pomeni izrisati pot? Pomeni, da razmišljate, da napišete o tem, kaj ste razmišljali. Najboljše orodje za to, da to naredite, da napišete svojo zgodbo. Kako ste vi uspeli? Namreč vsak od vas je uspel. Ker če gledate svojo okolico, ne, si vi mislite, oziroma si vaša okolica misli, kako je pa tebi to uspelo, ful si uspešen. Ne. Mi pa non-stop v nekih problemih, pa nekaj rešuješ, pa si misliš, kak je uspeh. Tako mi je žal, da sem pustil isto, kaj je bilo prej. V resnici pa smo mi toliko not v razvoju, še vedno v bistvu mi produkt potem več čas razvijamo. Ne? Spravi, tako dolgo, dokler vi razvijate produkt, imate občutek, da ste v problemu.
ker ste not v tem razvoju. Ne. Šele potem, ko je produkt v bistvu na stopni zrelosti, ko ga vi date ven, ga vidite drugače. In vidite dosti manj problemov. Zato, ker v bistvu vsi produkti, ki jih pravzaprav ustvarjate, ne, lajšajo življenje nekim drugim ljudem. Konec koncev tudi vam. Ne. In da pa ste vi to lahko razvili, ste mogli pa to investirati. Investicija je pa vaše življenje do zdaj. Torej vse, kar ste naredili, od raznih bolezni, nesreč, vse to so bile investicije. Ne smete na to gledati, joj, kaj se mi je zgodilo, pa kako so me tam okoli prinesli, pa oni me prevaral, pa ne vem kaj vse. Vse to so bile investicije v ta produkt. Spravi, govorimo o tem, da treba pri tem začeti drugače razmišljati. Namreč vaša bolečina ali pa pot, s katero ste šli, je pravzaprav bila izdelava vašega orodja. Če ste se, ne vem, pol svojega življenja ukvarjali z neko bolečino, ne, pa nekim trpljenjem, v tistem trenutku ste to jemali kot trpljenje, ste v resnici pravzaprav vi razvijali. In zdaj, ko pridete do konec, boste rekli, ne, zdaj pa grem nekaj drugega delati. Ja, ne, to je vaše orodje. Če ste bili v neki družini, kjer je bilo ali nasilje, ali v nekem partnerskem odnosu, kjer ste bili zapostavljeni, ali pa se okolica do vas čudno obnašala, je to pravzaprav, če drugače pogledate, bila v osnovi vaša delovna sila. Oni so delali za vas en dober produkt. Vi ste pa bili glavni menedžer, ne, in ste zdaj to koordinirali. Na ta način morate vse te stvari vzeti. Ne? Ampak en dan reči tak, zdaj pa bilo dovolj razvoja, zdaj pa gremo mi to prodajati. Kakršnokoli pa če. In seveda, da se to lepo prodaja, ne? Ali pa dobro prodaja, potem morate ta produkt tudi zapakirati. Ker v bistvu ljudje smo pa v osnovi vizualna bitja. Ne? In pravzaprav še tisto, kaj vidimo, potem počasi začnemo dojemati. Zato dosti nekdo stalno zna nekaj stvari zapakirati, brez sebine in tisto prodaja, ravno zaradi tega. Ne? Ampak to niso dolgotrajne stvari. To, kar pa vi v bistvu pravzaprav počnete, ki ste pa iz sebe to zgradili, ima pa zelo veliko vrednost. In vi morate to znati oceniti, koliko ste v to investirali. Najslabše je to, ko mi ocenjujemo investicijo, koliko smo za kaj plačali. Za to izobraževanje se toliko plačal, ne? Za ta material se toliko plačal. To še je najmanj vredno. Največ vredna je vaša pot do tja. Sprej vaš čas, vaša energija, vaš del življenja. To morate ovrednotiti. In ne si postavljati ciljev, jaz zdaj hočem milijon zaslužiti. Postavite si v bistvu taki cilj, koliko vi rabite na mesec, zato da mirno živite. Spravi, kadar postavljamo finančne cilje v številkah, že naredimo prvi korak zgrešimo. Mi moramo najprej izhajati iz tega, spravi, pomembna je naša energija, da se mi dobro počutimo. Spravi, kaj počnemo, na kak način počnemo, kako hočemo živeti, zato da smo mi mirni. Govorimo o tistem balansu. Spravi, to pomeni, da vam tudi dovolj časa. In z tega vi skalkulirate, koliko je cena vaše najprej stroškov na mesec in iz tega začnete potem računati, koliko je sploh vaš produkt vreden na trgu. V štartu je vreden toliko, koliko so vaše potrebe. Ker če date manjšo ceno, to pomeni, da morate še vi zraven dodajati. Ne?
dodajate samo še dodajate v tisti fazi, ko ste v fazi razvoja vašega produkta. Ko niste več v fazi razvoja, potem več ne smete vi zraven dodajati. Še enkrat, ne bomo tu govorili o uspešni prodaji, uspešni promociji ali pa tega, ampak čisto o osnovah, kaj bi pravzaprav za vsem tem stoji. To že v štartu je zadvisno, kako storitev in nudimo. Če bi ona rada ustvarila promet oziroma prihodek 100.000 evrov, ne? Pa če je tvoja naloga, da ji to pomagaš narediti, potem je to okej. Ampak, če so njene potrebe za 100.000 evrov na mesec, je v redu, bo jih dosegla. Potem pa se s tako stranko sploh ne ukvarja. Mislim, ker nikoli ne boš prišla do konca. Kaj? To se ne razvija, ne? Koga? Ne, telefon. Ne, to je Blackberry. To je tako. Isto, moram samo nekam predsloniti. Ko nekdo začne, spravi, to sem včeraj na eni konferenci govoril, da če mi postavimo ljudje, ki grejo skozi osebno transformacijo, ne, pa najprej kupijo, ne vem, BMW-ja zaradi statusa, ne, ga po transformaciji ne prodajo, ampak na njega gledajo kot na varno pa udobno vozilo. V tem je v bistvu poanta, ne. Lahko jaz rečem, ok, rabim avto za 500.000, ne? Ampak ne zato, da bom jaz potem se tam pri onem pojavil, pa bom dosti boljši biznis dobil. Ne, rabim ga zaradi tega, da če delam, ne vem, 100.000 kilometrov na mesec, da bom se varen, pa da ne utrujen v njem, ne? To je v bistvu poanta. Nekdo, ki po štartu reče, jaz pa rabim pa 100.000 na mesec, to, da se bom pa dobro počutil, ne? Ampak to ne pomeni, da je to preko njegovih mej potreb, ne? Potem pa je to že v bistvu v štartu nikoli jih ne bo dosegel. Ali pa jih bo dosegel z zelo, zelo veliko žrtvi. Teda v takem primeru niti ne bi, je pa treba celo zgodbo poznati. Skratka, zdaj govorim za vas, vi v štartu si naredite na ta način, da najprej izhajate, kak sploh ceno določiti, kakve so vaše mesečne potrebe, zato da ste vi ok. Pa ne za to razmišljati, zdaj bom pa šel takoj enkrat na mesec, en teden na dopust, pa taki avto kupu, ne? Ampak v obstoječem delovanju, da imamo mir. Ne da rečem, zdaj si pa to zraven. V tem trenutku tako, kot je, kaj je treba zdaj narediti samo, da imate mir? Kaj je tisto, kaj vam povzroča nemir? In šele, ko to zadovoljite, potem greste počasi naprej. Oziroma, potem se pa vam produkt začne samo ustvarjati energijo in pogoje, da se on dobro počuti. Ker vsak produkt, pa vsak podjetje ima svojo energijo. In potem, na ta način se potem to zgodi, da vam ta vaš produkt, v katerega ste toliko in toliko let investirali, daje podporo, da vi greste k tisti energiji, ki vam je namenjena, ki je vaša meja potencijala. Ne? No, in zato je pomembno, da greste po teh fazah. Spravi, vi, ko neki trenutek, ali ko si rečete, tak, zdaj pa ne morem več, zdaj bom pa dovolj, zdaj pa ne gre vse nekam, ne? Točno v tistem trenutku ste v pravem trenutku. To
to je v bistvu vrhunec vašega razvoja po ustvarjanju. Takrat morate ustaviti razvoj, se usesti in napisati, kaj ste vi zdaj naredili. Zakaj ste vi uspešni. In ko naredite ta prelom, v bistvu vi v tisti neki bolečini, ne, pogledate, pač napišete vse, kaj ste do zdaj naredili, kaj so plusi tega, kako vi s tem svet rešujete. Nič ni narobe, če pretiravate, da ste celi svet s svojimi dejanji rešili. Ampak vse to dajte ven sebe. Pustite za nekaj dni, lahko tudi mesec, in potem preberete. In takrat boste pravzaprav videli, kaj vi počnete, kaj je vaše poslanstvo, se temu reče. Spravi, ljudje imamo 3 osnovna poslanstva, ne? Nadaljevanje človeške rase, vrste, da gremo kot starši naprej, da se izpopolnimo v telesu, v katerem smo, spravi moški, ženske, in poslanstvo, zakaj smo mi na tem svetu, kaj bomo mi dali, zakaj smo sem prišli, zakaj bo svet z nami boljši. In zdaj mi govorimo o tem tretjem delu. Ne? Kaj bomo mi temu svetu dali, kaj smo ustvarili, oziroma kaj bomo ustvarili, zato da bo dejansko svet boljši. In ko naredite analizo svojega produkta in potem te prve poti, na kak način ste to uspeli prodati, kak je prišla prva stranka, potem se pozrete okoli sebe in šele takrat začnete pospravljati. Fizično pospravljati. Ali zdaj to, kar ste vi naredili, sploh sodi v tem prostor, kje ste, kam bi to sodilo? Začnete v bistvu na nek način sanjariti ali pa razmišljati, kako, v kakšnem okolju bi ta produkt najboljše uspeval. To pomeni, da začne potem že produkt sam ustvarjati to okolje. In bo slej prej poklical prostor, vse pogoje, da bo jih on potreboval, da bo to začelo živeti. V bistvu, zato pa je predvsem v družinskih podjetjih, ne, ali pa nekdo, ko nekaj na novo začne, taki občutek, da je ne vem, podjetje ali pa nek produkt njegov otrok. Da se v bistvu vse to rodi iz nas. Ampak mi moramo v nekem določenem trenutku, tako kot je treba otroka pri 16 začeti počasi spuščati, moramo mi tudi svoj produkt, ki je lahko podjetje ali pa karkoli, ne, počasi začeti spuščati, da ni samo od nas odvisno. Kajti šele takrat, ko ga spustimo, začne on dejansko samostojno živeti. Spravi si začne ustvarjati. Ne. V bistvu ta produkt je zelo z nami povezan, ampak v nekem trenutku mi moramo to presekati. Ker jaz to vidim, mislim, jaz gledam skozi svojo življenjsko zgodbo. Ne. Jaz sem tudi, ko sem pred 20 leti ustvaril ta Sirius, ne, vse te produkte not, sem ga tudi zelo dolgo držal, nisem ga znal spustiti, dokler pač en dan nisem po glavi dolgo, pa sem ga mogel spustiti. Ne. In potem, ko sem začel v bistvu na teh starih ostankih, kakorkoli, graditi ta dinamični model vodenja, sem ga pa v štartu že začel tako graditi, da bo neodvisno od mene. Pravi, da ni vezan na moje ime, pa da je inštitut, ki nočem, da je povezan z mano, ga razvija in potem tudi v bistvu širi to znanje naprej. Ker sem v bistvu gledal vse te, ko sem šel pač skozi nekaj izobraževanja, ne, realitetna terapija, za katero je stal dr. William Glaser ali pa transakcijska dr. Erik Bern, ne. Vsi so v bistvu delali na istih principih, da so ustanovili inštitut, ne, oziroma, bilo je tako, najprej so izdali knjižico, malo knjižico, kjer so napisali osnovo, tako sem jaz isto naredil. Ne, da v bistvu napišeš, kaj je filozofija tega, ampak ne napišeš vsega, toliko gleda, da vejo. Ne, tako so vsi, kar sem jih v zgodovini, ki jih danes pač se po njih neke metode ali karkoli
imenujejo, so tako začeli. Potem so ustanovili svoj inštitut. In ta inštitut, delali so pa vsi eno napako, da so oni bili glavni v tem inštitutu. Tega pa jaz nočem. Ker da si ti glavni, nekjer nisi nič naredil. Samo si malo preoblikoval v neko drugo zgodbo. No in jaz sem pa tu hotel, da je ta inštitut neodvisen od mene, da v bistvu zdaj pač nekom trenutku samo kupuje storitve, pa znanje od mene, pa sem jaz tam mentor in potem to počasi zraste. Ne? Spravi to, kar mi v bistvu zdaj delamo, ne? Pač je meni cilj, da vseeno, ko vi prijete do konca, da mogoče kdo od vas res tu ustane, pa to pelje naprej, ali pa nekako se povežemo, pa sodelujemo, ne? Ali pa se bo čisto nova energija zgodila, ne vem. V bistvu nikoga nikjer ne držim, niti te teorije, niti inštituta, ne? Se bo slej ko prej postavilo tako, kot se mora. In na ta način, ne, bo lahko ta produkt začel živeti. Če bi ga še vedno držal, ne, pa bi dal inštitutu moje ime, pa teorija po meni in tako dalje, pa v bistvu nisem naredil nekaj dosti. Ne. Ker to je, kje je v bistvu ključno? Ne? To pa je zdaj tisto poznavanje človeške psihe. Pravi, imeli smo, vsebi imamo potencijale, ne, spravi neke psihološke vzorce. Eni se imenujejo tisti plusi, ali pa potencijali, ali pa svetloba, kakorkoli, ne, ali pa življenje s srcem. Ne. Imamo pa druge psihološke vzorce, ki so pa kompleksi, negativizem, tema, demoni, kakorkoli lahko poimenujemo. Ne. In zdaj samo odvisno, s kere strani delujemo. Če hočem čim bolj sebe promovirati, ne, jaz sem to naredil, to je moje, brez mene ne morete. Potem delam s to temo in jo hranim. Ampak hranim lahko samo do nekega nivoja, dokler imam jaz to fizično kondicijo. Če pa imam to svetlobo, potem pa gre pravi čas, ko je zrela, gre od mene in potem jaz v bistvu svetlobo dobivam nazaj. To je v bistvu ključno pri poslu. Ne smemo držati v rokah stvari, ker na koncu zgnije. Tisto, ko eni kupičijo ful neke hrane, pa nekaj, ampak je neuporabna, ker vse ima neki rok trajanja. To vedno imeti pri sebi samo dolgo, koliko rabite. No in ko v bistvu vi ta produkt potem definirate, ga ustvarite, ne, potem pa začnete, kako se temu reče, delati na tem prostoru, spravi vizualizirati, ne. Pa še enkrat, ne vizualizacijo delati tako, da se boste vi za v tem prostoru ful dobro počutili, ne pa nekaj reče, aha, to bi bil pa knjižnico, pa tam bi bil, ne vem, vrt, pa tak dalje. Produkt se mora dobro počutiti. Kaj zdaj vse ta produkt rabi, da zaživi? Pravi, vi živite od tistih ljudi, ki tja pridejo, če pač se to govorimo o storitvah, ne. V to smer morate razmišljati. Produkt potem dati na prvo mesto. Ne sebe. Ker potem bo ta produkt podpiral vaše osebne cilje. Bo vas. In to so ločene stvari. Ne glede na to, s čem se ukvarjate, tisto v bistvu ni vaše. Vi ste bili samo to poklicani na ta svet, da to ustvarite in to, kar ste ustvarili, potem dobite nagrado za to, da grejo vaši osebni cilji naprej. Spravi, to je moje, je največji greh, kar izrečem. Banalen primer, ne, mi kupujemo, ali pa največ primerov na sodišču je zaradi, ki je meja. Ali to ta jabolka na mojem, ali na sosedovem, ne. Največ stvari na sodišču je zaradi takih stvari. Zdaj pa, če pogledamo skozi oči živali, ali pa narave, je se narava ali pa živali zavedajo, kaj je od koga, si delijo.
imajo sicer neke svoje teritorije, ne? Ampak v smislu svojih lovišč. Ampak če gre nekdo mimo, ali pa je nekje, nišče ne bo nikoga napadlo, ne? Njim je sam cilj preživeti, ne da grabijo na kup. Ne? Medvedi oziroma vsi, ki pač kakorkoli morajo prezimiti, ne? Dajo toliko hrane na kup, koliko rabijo za tisto zimo. In to je v bistvu pravzaprav naravni način razmišljanja pa pristopa. Mi smo v svoji preteklosti, moramo imeti svojo nepremičnino, ne? Čim večje, kaj če še v otroci tu ostali in tako dalje. In potem naši starši živijo v enih velikih hišah z veliko stroškov. Pa razočarali. Da so otroci odišli. Ampak nič ni narobe s tem, ne? Pač je to bilo neko obdobje, neke tranzicije, načina razmišljanja, ne? Ki pa bi zdaj tega, če se bi pač naša vlada tega zavedala, ne? Mogla to drugače reševati, ne pa da kar davek dajo na take nepremičnine. Je pač treba, dejansko je treba individualno vsak primer pač obravnavati. No in skratka, s tem naredite vi ključni preskok. Ko nehate uporabljati stavek to je moje. Ko date ven, potem spustite to v življenje. Dobro, tu sem v bistvu bolj na vas govoril, ampak tisti, ki ste v kakih večjih podjetjih ali pa tisti, ki delajo v večjih podjetjih, ne, se morajo pa tega malo bolj celovito pa sistemsko lotiti. Ne. Tam je pa treba res narediti celotno analizo podjetja, spravi popis vseh procesov, analizo strategije, spravi dve ključni stvari sta zaposleni v podjetju in procesi v podjetju. Analizo zaposlenih, ali sploh razumejo strategijo, kak je njihov potencial, kaj v resnici delajo, ne? In na drugi preko procesov preveriti, koliko kdo sploh razume, kaj dela, pa kje je. Spravi eno tako zelo celovito analizo, temu se reče v bistvu zemljevid. Ne? Mi znamo zelo dobre zemljevide narediti. Če v bistvu pogledamo v Google, tipkate naslov, pa vas pelje do pa še vam sporoča, tu je zastoj, pazite, tam je radar in podobno. In takšno analizo mi pravzaprav moramo narediti v podjetju. Tako zelo natančno. In to mora v bistvu delati zunanji opazovalec, ne notranji. Notranji nikoli ne vidi realne slike. Ali pa zelo redko. Nekdo vedno še ima neki mrtvo pego, ne? Zato v bistvu je treba poiskati nekoga zunanjega, ki je specializiran za procese, nekdo za kadre, oziroma en tim se mora ustvariti. In ti v bistvu dajo potem realno sliko, vi mislite, da greste v to smer, ampak vaše podjetje je pa v tem trenutku zrelo za to smer. In potem je to treba v bistvu začeti počasi združevati, oziroma narediti ta prehod, kako to združiti, ampak to vse v naslednjih fazah. Zato je pravzaprav pomembno, na kak način mi stvari definiramo oziroma zajamemo vse te podatke. Pri analizah, tudi ko delate samo analizo ali pa analizo svojih produktov, se vam nikoli ne sme muditi. Spravi, nič ne sme biti na hitro narediti. Mislim na hitro, zdaj govorim 2 dni, ne. Res pa je, da zajetje neke analize pa ne sme trajati v nekem večjem podjetju več kot 1 mesec. Ker če se v roku 1 meseca ne zgodi celovita analiza, potem niso več realni podatki.
To je isto, ko merimo pač zemljo, ne, ali pa vodo, Marko, ti se z vodo ukvarjaš, ne, ti najbrž moraš v nekem določenem času vzeti neke vzorce, ne pa da rečeš, zdaj bom eno vzel pa čez 3 dni, ne, ampak ravno zaradi tega, ker mi potem vedno jemljemo kot neko celoto. Potem v bistvu na podlagi tega vzorca mi delamo naprej. Ker če pa narediš analizo tak pol leta, ne glede na velikost podjetja, ne dobiš realne slike. Tudi če je največje podjetje na svetu, zdaj govorim o 100 000 zaposlenih, če ni v enem mesecu naredite analize, ni realna analiza. Če to analogijo vzajemo, recimo vzorc vode ali pa zraka, se spreminjaš tako že v relativno kratkem času. Ja. Kako to tle pri podjetju naredimo, če se te procese so toliko stabilni, ali se to spreminjajo? Ne, stvari se spreminjajo, ampak ta vzorec, ki se v bistvu več čas ponavlja, mi njegovo bazo zajamemo v roka enega meseca, ker če bomo šli v naslednji mesec, bo že, vzorec še bo vedno isti, ampak bo imel že druge vplive na ta primarni. Ta primarni vzorec se vedno vrti skozi v bistvu lahko leta, ampak ga je treba zajeti od plače do plače, tako bom rekel. Potem vidimo vsa nihanja človeka. V bistvu niso pomembni procesi, pomembni so tisti, ki te procese upravljajo. Spravi ljudje. In to so v bistvu tiste ključne. Zdaj, zadnjič sem vam dal neke naloge, če kdo hotel pri sebi narediti. Zdaj vam dajem, pa sem rekel, da ne bom tega spraševal, bolj zato, da vas vodim. Zdaj, probite do naslednjič napisati, kaj vi delate. Opišite svoj produkt. Kaj je to vaše poslanstvo? Pa se ne bomo s temi, pa zraven napišite, če ste že ta produkt kdaj prodali, na kak način ste dobili prve 3 stranke. Pa mi dajte to na mail poslati. Se razumemo, Spravi, ampak tisto očiščenje pa tem analizi bomo pa tako v naslednjih fazah pravzaprav govorili. Torej, če povzamem, kaj je poanta prvega dela. V prvem delu mi sploh definiramo, kaj delamo in v kakšnih pogojih delamo. Iz tega potem v bistvu pravzaprav začnemo razvijati ta svoj produkt, ki pa ne sme več biti del nas.